Z nami Bor Greiner, nekakšna gonilna sila koncerta Radia City. Bor, ta vaš mulc na plakatih je zdaj že zabredal globoko puberteto, 13 let. A to pomeni, da boste slej povzročali samo še probleme? Najprej moram, kar se mi redko dogaja pri večeru, popraviti nekako dejstva, faktualna. Gonilna sila je Rado Lovrenčec, direktor marketinga. Veste zakaj? Brez njega to niti ne te igraje, ne bi stale. Jaz sem bolj neka izvršilna sila. Tisti mulec na plakatu, pa je to zdaj tako za 10 let resta, je od Mišota mlajši sin, če niste tega vedeli. Če smo z vremenom trofli, zdaj, ko bo se to gledali, ne, je vse odločeno, te se ali vlilo ali ni vlilo, ne. Ta oblak tukaj gori zdaj, ne vem, pravijo, da je v Bistrici svoje spusto, zdaj pa jaz držim pa si, da bo res tak. Radio City vsako leto pripravi podoben koncert, tudi ta tukaj, za rojstni dan prije okoli 25 do 30 tisoč ljudi, ne bi raj, da so mokri. To koncert Radio City naredi rekorden. V Sloveniji, v Mariboru sigurno, pa kar tak v enem lepem delu Evrope. Mi smo ponosni na to, ne zato, ker smo taki džeki, da lahko toliko ljudi pride, ampak ker toliko ljudi reče, veš kaj, pobeci, čez celo leto, če te boli samo reči, ste se trudili, ne, mi pa zdaj prijemo z vami skupaj proslavljati. In tako se je zgodilo tudi letos. Kaj je bilo vprašanje, sploh? Vse je bilo že odgovorjeno. Zakaj je Radio City toliko poseben, ne? Ne vem, zato, ker ima posebne poslušalce. Torej, tisti radio, ne, če lahko povem to, me bo šef obil, ampak to je taka skrivnost. Tisti radio, ne, ki ne zna zadovoljiti svojih poslušalcev do te mere, da postanejo del tima, ne, ti je bolj tak, ne, saj nekaj probavajo, ni pa to, ne. Torej, moč Radio City je v njegovih poslušalcih, tako da hvala vam, da ste naši. Jaz nisem glasbeno Facebookovan, zdaj razmišljam zdaj. Bolj upajmo, da bo ta 13-tica vendarle srečna in... Ne vem, le tudi oblak, to gori nekaj naredi s tem oblakom, jaz ne vem, kje je kdo, Rado naj nekaj naredijo s tem oblakom. Naj ga omaknejo. Zdaj naj ga omaknejo. Že omikajo. Večer rula. Hvala lepa.